Haleluja. Dajmo si pogledati eno radikalno stvar danes. In dobrodošli na našem podcastu, vsi, ki spremljate to, uživite še naprej v Božji besedi, v odnosu z Bogom. In zato smo tukaj, haleluja, da spoznate, koliko vas Bog ljubi. In Jezus pravi, da je prišel zato, da imamo večno življenje. In kaj je večno življenje? To, da spoznamo njega. In to je res pravo življenje. To te osvobodi, dati smisel, upanje, vse, kar rabiš, haleluja. Rad bi ti povedal, ti si najboljša stvar, ki se je zgodila Bogu. Haleluja. Mogoče se sliši radikalno, ampak daj poglej si nekaj. Janez 15:9. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v tej moji ljubezni. Se pravi, tukaj vidimo, da ista ljubezen, s katero je nebeški Oče ljubil Jezusa, on ljubi tebe. To pomeni, da ni drugorazredne ljubezni. Ti nisi manj ljubljen od Jezusa, od Boga, kakor je Oče ljubil Jezusa. In tukaj verjamem, skoraj nikoli ni dvoma v tem, da Oče ne bi ljubil Jezusa. To vsak lahko verjame. Valjda, Jezus je bil popoln in naredil greha. Valjda, da ga Oče ljubil. Ampak kako bo pa mene? Jaz sem pa človek, ki delam napake. Jaz bi pa lahko veliko več še delal za Boga in tako naprej in tako naprej. Naj ti povem, on te ljubi z isto ljubeznijo. Ni drugorazredne ljubezni pri Bogu. Zaradi tebe je on prišel. Zakaj? Ker te toliko ljubi. Poglej si v Janezu 3:16. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edino rojenega sina, da se ne bi pogubil nihče, kdor vanj veruje, ampak bi imel večno življenje. Se pravi, zakaj on prišel? Zato, da imaš ti večno življenje. Večno življenje pa je v tem, da spoznamo Jezusa. Haleluja. Se pravi, tukaj vidiš en tak trikotnik Božje ljubezni, Oče, Jezus pa mi. Mi smo se tle noč znajdli in naj te povem, ista ljubezen teče od ene do druge stranice trikotnika. On je v tebi, Jezus zdaj živi v tebi. On je zaradi tebe prišel, toliko te ima rad. A si predstavljaš, kakšna je to ljubezen, da je Bog postal človek. Zakaj? Samo zato, ker ni mogel živeti brez tebe. Ljudje pravijo, pa Bog je samozadosten, on ne rab nobenega, on je popoln. Ja, zakaj pa pol človeka ustvaril? On nič ne dela brez veze. Zakaj ni pol človeka pustil, da zgnije v svojih grehih? Zakaj se pol stekuje dol, pa vse dela za človeka? Haleluja. Zakaj? Ker ne more živeti brez tebe. On, Jezus, poglejmo si v pismu Hebrejcem 2. poglavje, on je pretrpel Hebrejcem 12:2. On je pretrpel sramoto na križu. Zakaj? Ker je gledal na radost, ki ga čaka. Se pravi, on še na križ je šel zato, ker se je veselil, da bo tebe dobil, če bo šel na križ. Veselil se je radosti, ki ga čaka, ki bo mnogo izgubljenih sinov naredil za Božje sinove. Haleluja. Ti si najboljša stvar, ki se je zgodila Bogu. On je plačal največjo možno ceno, ki sploh obstaja na celem univerzumu. To je, da da nekdo svojega sina. In da ta sin da življenje za svoje sovražnike. To je največ, kar je možno. Danes ti si ta človek, ljubljen človek. Največja stvar, ki se je zgodila Bogu, si ti. Ti si v centru njegove pozornosti, v centru njegove ljubezni. Daj mu zdaj center svojega življenja. Predaj mu vsako misel, celo svoje bitje mu predaj. Vse, kar delaš, sam povabka. Reči Jezus, bo ti gospodar vsakega področja mojega življenja. Prevzeme. Hočem ti vrniti nazaj to ljubezen, ki si mi jo dal. Hočem, da zdaj teče čez mene. Hočem hoditi in živeti v njej. Bo ti blagoslovljeni in v izobilju Božje ljubezni.